Influencerji so simptom dobe. Dobe, v kateri žanjemo posledice nekontrolirane rasti in porabe, ki ta trenutek uničuje naš planet. Ampak mi pa še vedno delamo, da bo vse okej, pa tudi, da bo vse okej. In zato smo mi pomalen, pol tudi potisnjeni vsi v to vplivniško dvojnost. Planet za nami gori, ampak mi pa pred kamero še vedno sam simpatično mežikamo, pa razmišljamo o najboljšem hashtagu. Tako da ni za glih toliko razlike od one Reve, ki se je slikala ob mrtvem fotru, ne? Ampak bomo videli, kaj bo. Vse so tudi na Titaniku ljudje plesali do konca. Bojo pa Instagram arhivi sigurno zanimiva dokumentacija za civilizacije, ki pridejo za nami. Ko bojo njihovi arheologi o nas ugibali, pa se spraševali, tako se mi o civilizaciji imajo, mater, pa se očitno jim je ful dobro šlo. Poglejte to, no, mislim, vsi so veseli na selfijih, pol so pa naenkrat zginili. Kaj bi se lahko zgodilo? Prenaseljenost, okoljska katastrofa, vojna, kontraevolucija. In ne bojo niti slutili, da je odgovor zelo enostaven. Ja, vse to skupaj, pa še internet. Mogoče pa iz tega prije tudi kaj dobrega, konec koncev. Kaj pa vemo, kaj je mučilo Mona Lizo, da je sproducirala tisti svoj slavni nasmešek. Mogoče je pa kaj skrbelo, ali pa je ravno Da Vinci težil, pa daj malo, no, malo se nasmehni, no, mislim, da te ne vzaj gledal te slike, če imaš ti nekaj usta tak na pol, pa malo srajčko, nekaj. Ampak, mogoče pa tudi čez par sto let v novem Louvru, zgrajenem na Marsu, v mestu Ilona Muska, vesela enigmatična slika, dekle v družbi mrtvega očeta, digitalna 2D tehnika, piksel na ekranu, leto nastanka 2021. Verjetno ne, ampak, tako smo rekli na začetku, upanje umira zadnje.